Sprav, ti si napisala ta jutranjik, kjer je hvaležnost del tega jutranjika. In zakaj si jo komponirala noter? Zakaj? Ker lahko bi pač, jutranjik je, zdaj planiraš dan, kaj če zdaj biti hvaležen, saj sem sam spal danes, kaj če zdaj biti hvaležen za spanje, ali veš, zato, da sem si umil zobe. Zakaj je v bistvu zato, ker sem določen čas spremljala ljudi, katere jaz vidim, da so uspešni, pač na večjih področjih, ne samo na enem področju, tako kot bi recimo, ko slišimo uspešen, takoj pomislimo, ne vem, ali finančno ali pa karierno. Ker sem iskala ljudi, ki so uspešni na najmanj na, ne vem, 5 glavnih področjih, se pravi, itak, da so finance in kariera vmes, ampak je to tudi zdravje, prosti čas, odnosi, osebna rast, se pravi, da so res na večjih področjih uspešni in sem začela gledati, kaj oni delajo, in hvaležnost se je pri vseh pojavila na prvem mestu. Se pravi, number one habit, navada številka 1, ki jo oni prakticirajo vsak dan, je hvaležnost. In ravno zaradi tega sem jo jaz dala, ne samo, da sem jo vključila v jutranjik, ampak je to tista prva stvar, ki jo ti zjutraj narediš. Zakaj pa zjutraj? Je pa zato, ker bolj, ko so naši možgani v teta stanju, ki na pol še spimo, bolj, ko so naši možgani v teta stanju, bolj mi dejansko lahko prelisičimo možgane. Se pravi, tudi če si mi mislimo, kaj bom hvaležen za, ne vem, telefon, ko tvoji možgani na pol še spijo, jih ti lahko prelisičeš in jim res, da poveš, da si ti lahko ful hvaležen za telefon. In na koncu, jaz za svoj telefon recimo sem noro hvaležna, že zato, ker ga imam skoraj 5 let in še zmeraj brezhibno deluje. In sem prepričana, da ima to tudi del pač narediti s tem, ker sem hvaležna za njega in si ne govorim, da bo crkno, ampak razumeš. In zato pač hvaležnost ima tak velik del. Sprav, number one uspešnih ljudi je hvaležnost. Ja. Res je ena zadeva, ki večina ljudi ni prisotna, a ne. Ker ljudje rečejo, kako biti uspešen, prvo pomisliš, moram vedeti, kam grem, urniki, drugo, tretje, kje da pomisliš, prva je, bodi hvaležen za to, kar imaš in kjer si in kdo si in česa si sposoben. Pogreš pa od tle naprej, a ne. Kar je spet eno novo dimenzijo tudi meni, ko bomo zdaj naprej delal delavnice mladim, pač to je glih ta fora. Ne glede na to, da je stopnja 80%, za kar sem ful hvaležen in vedno znova presenečen, oziroma v 2022 imamo 100% zaenkrat, nekje med 150 do 200 dijakov je bilo na delavnici, je pač vedno na novo gledam, a ne. Vedno na novo odkrivam, kaj jim lahko še dodam, kaj jaz ne vem, se jaz učim, pa njim lahko predam, da jim skrajšam to pot. Oziroma pač pokažem, da jo lahko probajo najbolj efektivno, a ne. Se pravi, da tle bo zdaj isto, ko biti uspešen v življenju, prvo bod hvaležen za to, ker si, kar imaš, kje si. Pol pa od tle naprej bomo pa gradili. Čemu si predan, kaj bi rad izpolnil, strukture, urniki, se drža, disciplina, rabiš motivacijo, ne rabiš. Tudi motivacijo sem recimo na novo odkril, ne. Je dolgo časa, mislim, na novo odkril, kaj sploh mogoče zares pomeni, kaj je svet, ki ga daje zadaj, ker osnovna stvar, ki je motivacija, ljudje slišajo, tu je hype, tu je boost, tu je pozitiva. Motivacija je vse, ki je drugega kot to, ne. Motivacija je aktivacija motiva. Se pravi, kaj rabiš imeti, da imaš motivacijo, najprej rabiš motiv, ne, da se sploh lahko greš. In ko ljudje rečejo, nimaš motivacije, ne, ni res, da nimaš motivacije, ti sam nimaš motiva. Če bi pa motivacija je pa aktivacija motiva, se pravi, da delaš stvari, ki uresničujejo ta motiv, karkoli že to je.